Že zdaj je vroče in še huje bo. Agencija za okolje je za Primorsko in osrednjo Slovenijo prižgala rdeče opozorilo. Najhuje bo konec tedna, ko nas bo doletelo tudi 40 stopinj Celzija. Pričakujemo, da bodo na Primorskem temperature vsaj na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj, lahko tudi kakšno stopinjo več. A kako se ohladiti, kaj narediti? Zaradi teh peklenskih temperatur tudi posebne razmere. Vlaki bodo vozili še počasneje, pošta vam bo pošiljke dostavljala po spremenjenem urniku. Več Lara Miklavčič. 8. zaporedni dan s temperaturo nad 30 stopinj v prestolnici. Težko je, ampak zdržimo. Pahlamo se s pahlačami in gremo pit mrzle pijače. Huda vročina, ki bo po besedah Agencije za okolje trajala vse do začetka julija, zahteva različne načine hlajenja, od zadrževanja v notranjih prostorih, pa hlajenje s klimatskimi napravami, vodno meglico, pitje velikih količin vode in pa hlajenje s sladoledom, zadrževanje ob fontanah ali vodnjakih in še. Senca, mrzla voda, čez telo, mogoče bazen. Tam v trgovinah, ki so klime, gremo kdaj vmes malo. Visoka toplotna obremenitev je dele države obarvala rdeče. Mora biti izpolnjena tako maksimalna temperatura, kot tudi srednja dnevna temperatura, mora preseči določen prag in ta bo vse za Primorsko že v soboto presežen. V nedeljo pa smo dodali tudi v srednjo Slovenijo. Rdeče opozorilo velja tudi za hrvaško obalo, kjer bodo podaljšan konec tedna preživeli tudi številni Slovenci. Teško disanje, bolovi u prsima, jednostavno je toliko velik broj ljudi, tako da imamo i povećan broj intervencija. Voda, ponekad pivo, ali voda. Drugačije ne mogu izdržati. Na suncu jedino ovako, ako sam pola u moru, je izdržljivo. Ekstremne temperature vplivajo tudi na številna dela in storitve. Slovenske železnice so na določenih odsekih zaradi visokih temperatur omejile hitrosti vlakov. Večinoma na 50 km/h, omejitev pa bo veljala do 2. julija. Glavni razlog absolutno je varnost železniškega prometa, predvsem potnikov. Visoke temperature namreč povzročajo raztezanje tirnic, posebej, če so tiri starejši. Lahko se zgodi, da pač tir smerno odstopi od projektirane linije, temu rečemo deformacija oziroma celo izbočenje. Tudi na Pošti Slovenije so sprejeli dodatne ukrepe za varno delo v času vročine. Zaposleni najzahtevnejša dela opravljajo zgodaj zjutraj, prav tako tista, ki se izvajajo peš z dvokolesi in z vozili brez klimatskih naprav. A pošiljke bodo dostavljene v predpisanih rokih, pravijo na pošti. Visoke temperature pa ne prizanašajo niti naravi. Od 15. maja imamo srednjo požarno sezono do 15.9., kjer smo v stalni pripravljenosti. Zaenkrat še ni tako presušeno, da bi bila požarna ogroženost tako povišena, ampak seveda se spremlja vse to. Vročina bo namreč vztrajala še teden dni.